Dobro jutro. Bližamo se koncu, samo še današnji izziv in pa jutri pride eden. In pa ker se bližamo tudi vikendu, si upam, da boste lahko vzeli tudi malo več časa za današnji izziv. Današnji izziv je v bistvu poiskati eno rastlino, ki bi si jo obadva želela imeti doma in jo zasaditi. Želim, da jo res prav zasadita, zaradi tega, da bo to vajin projekt, ki ga boste skupaj ustvarila, in da je lahko to takoj neka skupna tema, neka iztočnica, da se boste res lahko v tej živi stvari pravzaprav pogovarjala. Se lahko javlja za vsako novo koreninico, za vsak nov popek, za vsak cvetek, ki bo zrastel. In je to lahko ena zelo luštna stvar, ki povezuje. Zdaj, mogoče so rože, v večini še vseeno bolj ženska domena, čeprav vem, da tudi veliko moških odlično vrtnari in znajo tudi odlično skrbeti za rože. Ampak tudi na drugi strani moški zelo radi podprejo in pomagajo ženskam pri nekem ustvarjanju nekih projektov, Tako da, če boste ženske rekle, da rabite njihovo pomoč, jaz mislim, da bojo tudi pri tem izzivu z veseljem priskočili na pomoč. Zdaj, podoben izziv imajo tudi samski. Če kupite neko rožo, ki je že razcvetena, dajte jo magari presaditi oziroma dajte se pozanimati o njenih pogojih, kje je najbolj njej paše. Tako da res, preberete skupaj nekaj o tej roži, da se obadva naučita, kako s to rožo delati. In seveda tudi za samske to velja, da dajte si prebrati, dajte pogledati, naj bo to res en tak prav projekt, kako boste vzgojili eno rožo, ki vam bo res lepo rasla in delala. Lahko si kupite kakšno mini drevesce, mandarina, limona, mogoče kivi. Skratka, da je res nekaj, kar bo lahko obrodilo sadove. Ker to je tisto, kar nam na koncu prinese največ enega zadovoljstva, Ko se res začnemo veseliti, ko vidimo na našem dreveščku neki majhen popek, ko veš, da s tvojimi pogoji ali pa s tvojo skrbjo lahko nekaj začne uspevati. In to se mi zdi, da je ena taka čudovita energija, ki je zdravilna tako za nas, kot za vse ostale, ki so okrog nas. Zdaj bi vam še tukaj omenila en zanimiv projekt, ki ga verjetno poznate, ki so delali preizkuse z vodo, koliko v bistvu naše besede vibrirajo eno energijo. Pa ne samo besede, tudi so delali preizkuse z glasbo. Skratka, glede na to, kako se mi z vodo pogovarjamo, tako se tudi spreminjajo kristali v vodi. Pa ne samo v vodi, zelo podobno je tudi z rastlinami. Jaz vem, da sem delala, koliko zdaj že, koliko let, kar precej let nazaj, en ta preizkus doma, in sicer z semeni. Dala sem kaliti semena na 5 različnih krožničkov. Od tega sta bila 2 krožnika s pozitivnimi afirmacijami, recimo, mislim, da ena je bila hvaležnost, eno je bilo veselje. 2 krožnička sta bila z negativnimi čustvi, je bilo žalost pa jeza, ali kako je že bilo. In pa zadnji krožnik je bil nevtralni krožnik. Zdaj, te semena sem namočila na vato in na vodo in vsak dan tem semenom prigovarjala. Z vsakim krožničkom sem se posebej pogovarjala in pogovarjala sem se na način, kot je imel napisano odspodaj, tisto čustvo, ki je imel odspodaj napisano. In rezultati so bili neverjetni. Zdaj, 2 krožnika, kjer so bila pozitivna čustva, tam so kalčki uspevali neverjetno. 2 krožnika, kjer so bila negativna čustva, čeprav to,
negativna, ampak zelo močen energijski naboj, a ne, jeza da. Ni nujno negativna jeza, ampak je pa zelo energijsko močna in če ne znamo z jezo delati, je lahko jeza zelo uničevalna, a ne. Skratka, tle kalčki niso uspevali in pa tale testni krožniček, ki je bil, je imel dejansko kalčke, ki so bili veliki med enim in drugim krožničkom, ne. Se pravi, tam so delali, so uspevali kalčki, ampak ne tako lepo kot pa s pozitivnimi čustvi. In mogoče si lahko za ta projekt, a ne, tudi samski, zadate prav to nalogo, da se boste s svojo rožico lepo pogovarjali ali pa s svojim dreveščkom. Da boste si vzeli vsak dan čas, da boste v ta drevešček namenili tiste vaše najlepše čustva, ki jih imate. Da lahko temu dreveščku samo v mislih lahko, ne rabite se dejansko pogovarjati z njim, ampak lahko v mislih se povežete s tem dreveščkom. In začutite to energijo, ki jo ta drevešček daje. Okej. Jaz bom vesela kakšnih vaših rezultatov, kakšnih slikic, kakšnih dreveščkov, novih rastlinic in pa predvsem vaših projektov, vašega ustvarjanja. Jaz vam želim en lep dan.